V rubriko Glas ljudstva pa sta nam tokrat pisala Vitan in Ana, ki nas sprašujeta, kako najbolje porabiti denar, ki ga dobita z rojstnimi dnevi in darili. Ker mi o denarju vemo približno toliko kot zdravstvene zavarovalnice, se pravi, znamo ga sam pobirati, smo odgovor raje prepustili strokovnjaku, ki se vedno pojavi, ko je treba investirati kaj državnega premoženja. Vitanu in Ani odgovarja Matej L. Pozdravljena, Vitan in Ana. Sem slišal, da imata nek višek denarja, pa sem se takoj javil, da vama malo brezplačno svetujem. Vidva najprej rabita nek projekt, kamor bosta denar investirala in po mojih izkušnjah si veliko otrok vajnih let želi hišnega ljubljenčka. Recimo psa. In to je odlični začetni projekt za vse mlade, saj združuje dva bistvena principa investiranja v državne projekte. Nikoli ne boste imela dovolj denarja za njega in tisti, ki ga bo na koncu financiral, ga v resnici noče. Za začetek najprej ustvarite potrebo, recimo ponavljajte, da je pes dober čuvaj, da nas varuje, da skrbi, da smo v gibanju. Ni važno, če je res važno je, da to ponavljata, starši so na koncu dneva tudi samo ljudje. Potem pa začnite zapravljati, kupujte pripomočke, ležišča, igrače, povodce, hrano, vse, kar si lahko privoščite. In v trenutku, ko zapravite vse svoje prihranke, greste do staršev in rečete: midva bi imela psa. Starša bosta seveda proti, a vidva sta že pripravljena. Najprej ponovite vse razloge, zakaj je pes koristen, potem pa razložite še, da sta zdaj za psa zapravila že toliko denarja, da ga preprosto morate kupiti. Saj vse pripomočke in hrano že imate in to je v tem trenutku najboljša možna naložba. Mama in oče bosta videla, da imata prav in vama bosta kupila psa. Tako to gre. No, tako je delovalo pri T6 in tukaj se vprašamo, zakaj ne bi delovalo tudi pri vama. Lepo se imejte, dobro zapravljajte. Kdor se ne naroči obžalovanje dejanja, da izbriše.